gledalke oziroma cenjeni gledalci, vsi, ki ste danes z nami, lepo pozdravljeni vas vse skupaj, lepo pozdravljeni iz Murske Sobote. Danes bomo govorili o Svetem pismu, branju Svetega pisma, prebiranju o Božji besedi in prav je, da ste v naši družbi in pravkar bomo besedo predali gospodu Benjaminu, ki prihaja iz svetopisemske družbe v Ljubljani. Želim vam lep in dober sprejem. Sedaj pa prav lepo pozdravljam gospoda Benjamina Sitarja iz svetopisemske družbe v Sloveniji oziroma v Ljubljani. Prav dobrodošli v naši domači oddaji Podpoti. Lepo pozdravljeni. Dobar dan, lepo pozdravljeni. Se lahko morda našim cenjenim gledalcem na kratko predstavite? Moje ime je Benjamin Sitar, prihajam sicer iz Krškega. Po izobrazbi sem profesor filozofije in teologije, dvopredmetni študij teologije sem torej opravil, službujem pa pri svetopisemski družbi Slovenije kot referent ali pa vodja dobrodelnih dejavnosti. Več o svetopisemski družbi bomo malo kasneje. Smo vsi pravzaprav ustvarjeni po Božji podobi, verjetno kot velikokrat slišimo laični teolog. Kaj pravzaprav ta beseda pomeni, ker z nami so tudi gledalci, ki nimajo te verske izobrazbe, oziroma pogleda. Najprej ta drugi del vprašanja. Laični teolog je tisti, ki je nekako doštudiral ali pa ki študira študij teologije, pri nas običajno na Teološki fakulteti v Ljubljani. Možne so 3 vrste študija, enopredmetni, dvopredmetni in pa visokošolski študij teologije. S tem, da samo tisti, ki študirajo enopredmetno, to pomeni, da študirajo recimo čisto teologijo, se lahko odločijo za duhovniški poklic oziroma je to zadosti za duhovništvo. Dvopredmetni teolog je pa tisti, ki poleg teologije študira še nekaj na kakšni drugi fakulteti. Jaz sem se odločil naprimer za filozofijo, možne so pa še različne izbire od sociologije do pedagogike in ostalih predmetov. Sem prej vas vprašal, smo pravzaprav vsi verjetno ustvarjeni po Božji podobi, ne? Gotovo. Božja podoba, jaz si to predstavljam kot nekaj, kar je v nas položeno ob rojstvu. In Gospod nas je ustvaril po svoji podobi, vdihnil nam je svojega duha, dal nam je možnost in moč, da postanemo njegovi sinovi. On nas je dejansko ravno z življenjem, smrtjo, ostajenjem svojega sina Jezusa Kristusa posinovil, odrešil, odkupil, napravil za svoje otroke in dejansko smo vsi poklicani k temu, da postanemo tudi svetniki, da postanemo sveti. To je vzvišenost našega krščanskega poklica. Kaj pomeni za vas beseda povezovanje vernikov preko Božje besede v Svetem pismu, oziroma torej pa ekumensko povezovanje 3 cerkva? Kaj pravzaprav to človeku da nudi? Jaz mislim, da je stvar ekumenizma stvar konkretnih odnosov. To je stvar naših dejanj in dogajanj v vsakodnevnem življenju, sploh tukaj v mursko-soboškem koncu, kjer se ljudje, verniki različnih cerkva vsak dan srečujejo. Zato je najbolj smiselno, da je ta prvi ekumenski svetopisemski maraton ravno tukaj danes v Murski Soboti, ker tukaj imajo ljudje mešane zakone. Naprimer, prihaja mož iz katoliškega okolja, iz katoliške cerkve, žena iz evangeličanske in obratno. Veliko sem včeraj zvečer, ko smo imeli branje Svetega pisma v Binkoštni cerkvi, govoril z binkoštniki, ki so tudi poročeni z katoličani ali pa imajo takšne prednike. In dejansko je Sveto pismo za vse nas skupni temelj. Sveto pismo nas združuje v tem smislu, da je po njegovem branju dejansko beremo iz skupnega prevoda, slovenskega standardnega prevoda Svetega pisma, pri katerem so že pri nastanku sodelovali vse cerkve. Naprimer, sinoči, ko smo bili v Binkoštni cerkvi in smo tam skupaj brali Sveto pismo, je marsikdo rekel, da izhaja iz mešanega zakona. In dejansko je prav v tem smislu, da se ob tem
skupnem svetem pismu, ki ima zdaj tudi že 10 ali več let skupni prevod, to je slovenski standardni prevod, ki je nastal prav pod okriljem Svetopisemske družbe Slovenije in pri katerem so sodelovali strokovnjaki iz vseh cerkva pod nekako mentorstvom in vodstvom profesor Krašovca in ostalih biblicistov. Dejansko je prav to zdaj kraj, kjer se res lahko srečamo, kraj, kjer nihče ne more reči, ja, ta stvar je pa bolj vaša značilnost, ta je pa bolj naša značilnost. Prav svetopismo je tisto, ki nas druži. Branje na enak način poteka v vseh treh cerkvah in dejansko je to tudi pobuda, ki so jo vsi predstavniki vseh cerkva zelo z veseljem sprejeli in zelo lepo sodelovali pri njeni pripravi in tudi sedaj pri njeni izvedbi. Kaj vam osebno pomeni Božja beseda? Božja beseda je tudi zame. Skušam, da je vedno bolj postaja temelj mojega življenja, ker poleg Evharistije, ki jo kot katoličan jemljem za resnično Božjo prisotnost, je Božja beseda tisto mesto, ki mi vsak dan ponudi nekaj. Seveda, če do tega mesta stopim, če stopim do Božje besede, če stopim v svetopismo, odprem in iz njega kaj preberem, če ga sistematično nekako tudi proučujem, se vam poglabljam, ne morem vam povedati, kolikokrat me je dejansko nagovorilo prav nekaj, kar sem tisti dan lahko uporabil, kar mi je tisti dan Gospod, po čemer me je tisti dan Gospod nagovoril in je pasalo v trenutno situacijo življenjsko in iz tega lahko pričujem, da je res Sveti Duh tisti, ki je ljudem, ki so svetopismo zapisovali, pomagal pri zapisovanju in jih je pri tem navdihnil. In če ga beremo s tem istim Svetim Duhom, ga lahko razumemo v aktualnem smislu, v današnjem smislu in potem iz njega tudi živimo. Menite, da Slovenci dovolj uporabljamo svetopismo in kako ga tudi vi v družini uporabljate, prebirate, berete, kajti velikokrat se zgodi, da svetopismo je na polici in na njem je prah. Nažalost se res velikokrat zgodi tako. Pri svetopisemski družbi namreč ugotavljamo, da posedovanje, imeti svetopismo doma v Sloveniji ni takšna redkost kot naprimer v deželah tretjega sveta, kjer svetopismo še vedno velja za izjemno dragoceno knjigo, ki jo je težko dobiti. Pri nas svetopisma imamo, ampak je tako, kot ste rekli, velikokrat posedajo te knjige na policah, so za okras. Tako da imam občutek, čeprav mislim, da se tudi to spreminja, gre pri temu na boljše. Ljudje, tudi sploh kristjani, katoličani, smo vedno bolj ozaveščeni o vlogi in pomenu Svetega pisma, ampak je pa še vedno ta kultura rednega prebiranja Svetega pisma, mislim, da premalo izoblikovana, premalo jo upoštevamo in premalo se po njej ravnamo. Seveda pri tem so smiselni kakšni pripomočki, da bi s tem lahko lažje začeli. Recimo zato svetopisemska družba ravno v tem letu ob sinodi, ki bo v Rimu potekala na temo Svetega pisma z naslovom Božja beseda v življenju in poslanstvu cerkve, izdaja knjižico Lectio Divina, ki predstavlja eno od metod branja Svetega pisma, to je zelo stara katoliška metoda, kjer imamo 4, 5 ali več korakov, odvisno od načina, ampak ta metoda nam pomaga, da se po korakih v posamezen odlomek poglobimo in tako bomo to leto predstavili odlomke leta B, se pravi bogoslužnega leta, ki se začne z letošnjim adventom in konča z nedeljo Kristusa kralja 2009. Predgovor za to knjižico je napisal prav murskosoboški škof, dr. Marjan Turnšek, in v času te sinode jo bomo predstavili na podobnem maratonu, kot je ta v Murski Soboti. To bo ravno čez en mesec, 5. oktobra v Ljubljani. Potekal bo pa cel teden. Vsem gledalcem morda bo koristilo, da na spletnih straneh RKC-a je tudi intervju, pogovora z murskosoboškim škofom, dr. Turnškom, in ste lepo vabljeni. Pri tem bi pa pravzaprav, ko govorimo o Svetem pismu, delimo na novo zavezo, staro zavezo, prej ste omenili leta. Koliko vrst Svetega pisma obstaja? Tudi obstaja nekšne male knjižice Svetega pisma, večje. Mislim, da tudi to prav povedati našim gledalcem.
Torej, če mislite na to, koliko vrst Svetega pisma se danes v slovenščini da kupiti in koliko jih je na voljo, morda, če se vidi tale plakat tule zadaj. Ravno zadnjič smo v pisarni šteli, koliko vrst Svetega pisma je danes pri nas na voljo. Svetopisemska družba je z enim in istim prevodom, to je slovenski standardni prevod Svetega pisma, poskrbela za res raznoliko ponudbo od velikih študijskih svetih pisem, ki so lahko osnovna izdaja, ki na primer stane 45 €, do draže luksuzne izdaje v škatli, ki je nekako bolj reprezentančna in je tudi malo dražja, cirka 125 €, do potem drugih manjših izdaj, ki pašejo tudi v žep, na primer tu imamo Džins, svetopismo za mlade, imamo tudi malo bolj manjšo, pa vendar nobel izdajo iz lanskega leta Svetega pisma. Potem pravkar je izšla nova knjiga, novo svetopismo z oznakami, tako imenovani indeks, ki prinaša tudi oznake posameznih knjig. Potem pa imamo tudi vstopi svetopismo, to je svetopismo za mladino, ki so mu dodane tudi barvne priloge o tem, kako brati svetopismo, kako se naj mlad človek z njim sreča, kaj naj s to knjigo sploh počne, do tudi Svetega pisma v broširani izdaji, ki je s ceno 12 €, v bistvu skoraj da lahko rečem najcenejša knjiga v Sloveniji iz 1600 strani. Morda se najde tudi kakšna cenejša, bi jo prav rad videl. Dejansko smo s temi cenami in s to ponudbo želeli poskrbeti za vse možne okuse. Lahko rečemo, da so v večini zelo neprofitne cene, kar pa je profitnih cen tistih dražjih svetih pisem, se pa vse vrne v našo dobrodelno dejavnost. Tako da svetopisemska družba je sicer tudi založba, ampak je izrazito neprofitna založba, ki deluje predvsem v smislu širjenja Svetega pisma kot našega poslanstva. Kakor je rekel Jezus, da ne gremo po vsem svetu in oznanimo evangelijo vsemu stvarstvu. Morda bi še jaz temu dodal, predvsem bi apeliral na naše gledalce, da morda naj vnukom ali pa svojim vnukinjam morda kakšno sveto pismo kupijo oziroma kakšno knjigo, bolje ali mavrico ali kaj takšnega. In verjetno v svetopisemski družbi je veliko takšnih knjig, ki bi ob raznih darilih dosti več koristi naredile kot kakšni denar in tako naprej. Kaj menite? Vsekakor moram reči, da pač pri svetopisemski družbi smo se bolj orientirali na sveta pisma in na svetopisemske tekste. Imamo zelo, zelo zanimivo knjižico Izbrane pripovedi Svetega pisma, ki je za mladino osnovnošolsko, mislim, da pravi kraj za srečanje s vsebino, ker ima res izbor tistih najlepših tekstov Svetega pisma. Sicer pa smo tudi kot svetopisemska družba radi sodobni in zato imamo sveta pisma tudi v celoti brezplačno na naši spletni strani biblija.net. Boste našli več različnih prevodov Svetega pisma. Zanimivo je to, da je Biblionet našo slovensko, ki jo je pomagal ustvariti brat Matej Nastran, uporabljajo tudi v Španiji, tudi na Portugalskem, tudi na Nizozemskem in gor so vsi ti prevodi Svetega pisma. Španci, ki izgovarjajo J kot H in pravijo kar Bibliha in so zelo navdušeni nad njo. Na njej imate zanimivo možnost svetopismo prenesti tudi na svoj mobilni telefon, da ga lahko uporabljate v raznih čakalnicah, na vlaku in podobno. Izdali smo pa tudi že prvo zvočno knjigo v seriji Govori beseda, ki prinaša Lukov evangelij in apostolska dela. Gre za res profesionalen posnetek, ki so ga posneli v studijih Radia Ognjišče. Gregor Čušin je eden izmed bralcev, potem Blaž Lesnik in pa gospodična oziroma zdaj gospa Mateja, se opravičujem, Bizjak. Mateja Bizjak je tudi ena izmed bralk. Pravkar smo pa v Pavlovem letu posneli tudi drugo knjigo iz te serije, to so pa Pavlova pisma, v celoti bodo v audio obliki kmalu dostopna in dosegljiva. Torej ponudba velja. Ponudba vsekakor velja. Mislim, da jo velja sprejeti. Seveda to ni namenjeno samo tistim, ki težje berejo, ampak je namenjeno tudi mladim, sodobnim ljudem, ki na primer veliko časa preživijo v avtu. Na teku se lahko na MP3 predvajalniku predvajajo to in na ta način ostajajo v stiku z Božjo besedo, tudi takrat, kadar za to v narekovaju nimajo časa.
kot smo že omenili, je mogoče svetopismo dobiti tudi na bibliji.net in ga prenesti na mobilni telefon. Naprimer, prvo Janezovo pismo, prvo poglavje iz mobilnega telefona pravi takole: kar je bilo od začetka, kar smo slišali, kar smo na lastne oči gledali, kar so otipale naše roke, to vam oznanjamo, besedo življenja. Svetopisemska družba Slovenije je samo ena izmed članic mednarodne organizacije Združene svetopisemske družbe. Obstajajo že od leta 1804 in dejansko je takšno enako dejavnost upravljal v 16. stoletju že naš Primož Trubar in s tem je bil prvi na svetu, ki je svetopismo najprej ga je prevedel, potem ga je dal tiskati ravno v okviru tega svojega biblijskega zavoda v Bad Urahu v Nemčiji. Potem so to svetopismo distribuirali v sodih in v raznih drugih, na razne druge načine. Hkrati so pa delali tudi dobrodelno dejavnost v zvezi s svetim pismom, namreč imeli so svoje sponzorje, kralji so sponzorirali to dejavnost, grofje in razni drugi velikaši so sveta pisma in drugo literaturo finančno podprli in s tem omogočili, da so prebivalci naših krajev te knjige dobili po sponzorirani ceni ali pa celo zastonj. To so točno te dejavnosti, ki jih danes tudi upravlja svetopisemska družba in naprimer dobrodelna dejavnost svetopisemske družbe se s pomočjo naših, tako jim rečemo, dobrotniki Božje besede, to so ljudje dobrega srca, ki se odločijo, da bodo s svojimi dvomesečnimi darovi prispevali določen prispevek, pač vsak po svojih zmožnostih. Naši darovalci nekako na 2 meseca darujejo od 5 pa tja do 50 ali pa še več evrov. Ni pomembno, kakšen je prispevek, pomembna je ta volja in želja, da bo nekdo, ki lahko svojo molitvijo in svojim finančnim prispevkom pomaga, da bodo ljudi na drugem koncu sveta morda sploh ne ve zanje ali pa še ni slišal zanje, dobili ali svoj nov prevod svetega pisma, ali dobili določeno število svetih pisem zastonj, ali pa da bodo deležni opismenjevalnih programov. In na ta način z dobrodelno dejavnostjo smo tudi mi nekako soudeleženi v tem poslanstvu, da pride sveto pismo, da ga prevedejo v nove jezike. Polovica svetovnih jezikov, okrog 2500 ali še več, še nima niti ene knjige svetega pisma. Večina svetovnega prebivalstva pa je že pokrita z vsaj eno knjigo svetega pisma. Dejansko je tako, da mi sponzoriramo mnoge projekte, kjer se zdaj prevaja stara zaveza ali pa tudi nova zaveza. Eden največjih projektov dobrodelnih, ki jih bomo pa v bližnji prihodnosti podprli s pomočjo naših dobrotnikov, je pa projekt Sveta pisma za Filipine. Vemo, da so Filipini edina azijska država, ki je pretežno krščanska, ampak ima pa kljub temu ta država zelo slabo pričevanje. Namreč krščanstvo tam ni tako zelo očitno, kot bi si želeli. Tamkajšnji škofje, duhovniki, pripadniki tamkajšnje svetopisemske družbe. Namreč preko 60% ljudi nima svojega svetega pisma, ga v družinah seveda ne berejo, ga ne uporabljajo in zato je v tej državi tudi veliko korupcije, kriminala in s tem dejansko kot edina krščanska država zelo slabo sliko meče ostalim državam, ki pa niso krščanske. Zato smo se odločili, da bomo v prihodnjih nekaj letih s pomočjo ostalih svetopisemskih družb zbrali približno 5 milijonov svetih pisem za Filipine. S tem projektom smo že začeli v Sloveniji. Rekli smo, najprej morajo dobiti nekaj tudi slovenske družine, zato smo zbirali sredstva za sveta pisma, ki smo jih podarili Anenemu skladu. Preko 120 svetih pisem smo že podarili in v roku nekaj mesecev jih bomo še, tako da bodo vse družine Anenega sklada, ki Božjo besedo želijo prebirati, prejela to sveto pismo. Hkrati bomo pa potem nadaljevali z oktobrskim svetopisenskim maratonom, tam se bo pa ta dobrodelna akcija nadaljevala tudi za Filipine. Več tudi lahko najdemo na spletni strani www.biblija.net. Kako pa vi vidite današnjo mladino?
Današnja mladina je, rekel bom nekaj, Sokrat 500 let pred Kristusom je jamral, kako je takratna mladina pokvarjena. Danes se to na nek način vedno znova pojavlja, vedno znova starejše generacije pravijo, kako je mladina po domače povedano zavožena. Po drugi strani pa ugotavljamo, da je tudi med mladimi ogromno dobrega, veliko dobrih pobud, veliko dobrih idej. Danes je sicer tako, da je internet in ostala tehnologija prevzela in povozila marsikatero od njih. Zato mislim, da moramo tudi s svojim krščanskim sporočilom, s svojim krščanskim oznanilom veselega upanja, vesele novice in novice odrešenja, ki je po 2000 letih še vedno aktualna tudi za mladino, samo če jo vsaj približno vzame resno. Moramo iti korak s časom, moramo predstaviti mladini Božjo besedo in pa krščanski nauk na njim zanimiv način, takšen način, ki bo tudi konkurenčen v današnjem času, hkrati pa bo ostal globok, bo ostal v osnovi enak, pa vendar prilagojen današnjem času. Vsekakor je knjiga najboljša prijateljica, morda še vizija za naprej svetopisemske družbe, čeprav ste nekaj že o tem dejali. Svetopisemska družba Slovenije želi s svojo prodajo, s svojo dobrodelno dejavnostjo in z organizacijo takšnih dogodkov, kot je ta maraton v Murski Soboti, kot bo maraton v Ljubljani in kot upamo, da bo še veliko maratonov po Sloveniji, služiti vsem cerkvam, dejansko kot nekakšen servis, biblijski servis, ki omogoča srečanje s Svetim pismom kar najširšemu krogu ljudi. Želimo širiti Božjo besedo, ker je to, tako kot pravi pismo Hebrejcem, dobra beseda, ker je to beseda, ki daje življenje. Božja beseda je res kraj, kjer se lahko vsak posameznik in skupnost sreča z Gospodom, kjer lahko spoznamo njegovo voljo za naše življenje, kjer se lahko poglobimo. Zato bi resnično povabil vsakega gledalca te oddaje, da se sreča s Svetim pismom, da ga vzame v roko, da morda obriše prah z njega in ga vzame za svojega rednega sopotnika v življenju. Dejansko bo s tem pridobil več, kot si morda v tem trenutku mislim. Vsem gledalcem hvala za spremljanje te oddaje, hvala za to, ker ste nas gledali. Vabimo vas, da se od 5. do 12. oktobra oglasite v cerkvi svetega Jožefa v Ljubljani na Poljanah, tam, kjer je bil nekoč Viba film. Tam bomo prebirali Sveto pismo dan in noč, tam bodo gibanja v katoliški cerkvi dala svoje pričevanje in pokazala, da je krščanstvo res zanimiva in zelo resna duhovna alternativa tudi za današnjega človeka. Gospod Benjamin Siter, zahvaljujem se vam za pogovor in vam in tudi v svetopisemski družbi in vam želim vse dobro na vaši življenjski poti. Hvala lepa. Hvala vam za vabilo. Spoštovani prijatelji, sedaj pozdravljam Franca Kuzmiča iz okrožja Vihoške cerkve v Murski Soboti. Lepo pozdravljeni. Dobar dan. Kako je pravzaprav včeraj potekal ta svetopisemski maraton v vaši cerkvi? Ja, to je bil dejansko prvi maraton v zgodovini v Sloveniji, zato tudi smo se tako nekako mogoče malo bolj skeptično pripravljali, ampak kot smo videli, je uspelo, priprave so uspele in smo potem z 10. začeli z svečano otvoritvijo, prišli so predstavniki vseh treh cerkva, potem povedali svoje misli ob tem maratonu, o Svetem pismu in potem smo začeli tako, da smo sami po eno poglavje prebrali in potem z molitvijo potem predali besedo ostalim bralcem, ki so potem glede na svoje zmožnosti, sposobnosti pač brali, kakor dolgo je to mogel. Kaj pravzaprav za vas pomeni takšna gesta povezovanja vernikov preko Božje besede v Svetem pismu, tega ekonomskega povezovanja treh cerkva? No, ker kristijani imamo vsi eno Sveto pismo, ne? In zato je dobro, da nas vse tudi to Sveto pismo nekje povezuje in druži in da s tem branjem nekako potem sami sebe motiviramo k branju in k razmišljanju in kot rad dodam tudi, da to besedo ne samo beremo, ampak tudi jo prežvečimo, da potem v njej razmišljamo, kot pravi že v Stari zavezi, da v tvoji besedi premišljujem dan in noč. Jaz se vam zahvaljujem za pogovor in vam in vsem želim vse dobro. Hvala tudi vam.
Da spregovorim par besed o Svetem pismu, o tem, kaj je Sveto pismo, kakšno moč srečujemo v Svetem pismu in kakšna vloga je pri tem svetopisanske družbe. Svetopisanski maraton je praznik Svetega pisma. To je praznik, ko kristijani praznujemo dar, da imamo Sveto pismo. Praznujemo dar zapisane Božje besede. In je prav torej, da v svojih razmišljanjih nekako reflektiram to dejstvo, ta dan. Prvo se mi zdi, kar moramo reči, to je, da je Sveto pismo je poseben kraj. To je kraj, kjer nam govori Bog. To je poseben prostor, ki nam ga je Bog pripravil, da nam tam spregovori. In o branju, mogoče ne včasih, ampak gotovo pa vsaj včasih, slišimo glas, slišimo živ Božji glas, ki nas nagovarja. To je narava Svetega pisma, to je dar Božje milosti, ki ga imamo ljudje vsi z Svetim pismom. In vemo, da ta glas, ki je živ, nas nagovarja osebno, nas izziva in nam dejansko je naša hrana. Vemo, znam citat iz 5. Mojzesove knjige, ki ga Jezus tudi poudari, človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki izhaja iz Božjih ust. Se pravi, ko beremo, ko smo z enim odprtim srcem, pristopamo k tem besedilom, ki so zapisana, se zgodi to, da smo deležni te božanske hrane. Prava hrana, ki daje večno življenje. Vemo, tudi sam Jezus potem uporabi to prispodobo v Janezovem evangeliju, ki govori o sebi kot o kruhu iz nebes. Ja, slišali smo danes berilo, začetek, ta veličastni prolog v Janezovem evangeliju o Božji besedi, ki ustvarja svet, ki govori in prenaša življenje in ustvarja. Prav s to edinstveno, živo Božjo besedo prihajamo v stik, ko beremo Sveto pismo. In seveda tam, kjer se to zgodi, in tukaj je res, ja, Božja beseda je dogodek, v tem dogodku postaja pomembno le eno. To so spet Jezusove besede in vemo, kaj je to le eno. Ta preprosta usmerjenost, preusmerjenost k Jezusu. No, in tukaj bi zdaj lahko začel govoriti o nekaj posebni moči, ki jo človeško pomenjeno bitje sreča ob Svetem pismu. Ta moč se dogaja ravno v tej preusmeritvi. Namreč preusmeritvi od sebe k Jezusu in seveda potem tudi k drugemu, k sočloveku. Ravno v tej preusmeritvi, v tem obratu, se dogaja čudež Božjega kraljestva. In seveda takrat mi postajamo nepomembni in Bog, Jezus in tudi drugi postajajo pomembnejši. In spet, če si izposobimo besede evangelista Janeza, mi se manjšamo, on se veča. In to je Božje kraljestvo. No, in zdaj, če tudi govorimo o razlikah med nami ljudmi in tudi med nami kristjani, ko se mi manjšamo, se hkrati s tem manjšajo tudi naše razlike avtomatsko. Ne izginejo, ampak se manjšajo. Vendar, tukaj je pravzaprav še en večji čudež, še precej večji čudež, ki ga srečujemo v Svetem pismu. Namreč, ko se bližamo, ko poslušamo z odprtim srcem, z odprtimi ušesi, z odprtim življenjem, ko poslušamo Božjo besedo, ko beremo, se dejansko bližamo Bogu, ki se je v Jezusu že prej približal nam in ki je že on sam prej postal najmanjši za nas. Tukaj smo upeljani v čudež, ki je dejansko veliko večji tudi od čudeža krščanske edinosti, če smemo temu govoriti. Zakaj? Ker tukaj imamo čudež odrešenja, tukaj imamo čudež tega, da je Bog
postal človek in odrešil človeka. Tukaj je čudež, se prav prva moč združevanja, če o njej govorimo, je prva in glavna, ki jo srečujemo v Svetem pismu, prav ta. Tukaj se dogaja neverjetno, nemogoče človeško, pa vendar realno. Dogaja se Bogo človek, Jezus Kristus, in seveda ta realnost odpira tudi vsakemu od nas. No in posledica te prve združevalne moči, se pravi moč, ki na nek čudežen, paradoksen način, lahko rečemo, združi Boga in človeka, je pa tudi druga združevalna moč, to pa moč, ki združuje nas. In seveda v luči resnice, v luči Božje besede. In ta pa gre po mojem skozi dva koraka. Prvi je ta, in tako nas se to pismo združi, je s tem, da nas sooči s preprostim dejstvom, da smo vsi grešni. In tukaj smo ljudje vsi zelo blizu lahko, če dobro premislimo. Ampak na srečo stvar ne ostane samo pri tem. Tukaj je še druga stvar. Vsi ljudje imamo pa enako obljubo in enako povabilo. Namreč dostopno, povabili smo k Jezusu, povabili smo v novo življenje, povabili smo v upravičenje, v Božjo milost, ljubezen, lahko bi naštevali bogatstvo tega Božjega življenja, ki se nam daje. No, pisma, in to seveda tudi, bi lahko rekel, temeljno pričevanje celotne cerkve, prav vseh kristijanov. No in tukaj bi razmislil še mogoče v par stavkih, kakšna bi bila pa tukaj lahko vloga svetopisanske družbe. Namreč, če bi bila cerkev samo ena inštitucija, verjetno svetopisanska družba ne bi bila potrebna, ker bi prišla cerkev sama pač upravljala to delo, ki ga mi upravljamo. Tako je pa zanimivo, da je pri tem, da cerkev obstaja v različnih inštitucijah, pa vendar imamo eno svetopisansko družbo, je v tem našem obstoju nekaj zanimivega, po mojem. Namreč, kot da smo neko tako znamenje enosti v različnosti. Se pravi, zdi se, kot da so se cerkve nekako dogovorile, da to eno nalogo, ki je seveda zelo omejena, zelo specifična, da skupaj rešuje. Da ne rešuje vsaka posebej, da to upravljajo skupaj v eni svetopisanski družbi. Tako da smo mi na nek način pričevanje o enosti v različnosti cerkve. In to delamo seveda najprej na ta način, da čisto enostavno služimo vsem cerkvom kot nek servis za razne potrebe, ki jih imajo cerkve po Svetem pismu v taki ali drugačni obliki. In to je naša prva naloga. Obenem pa ravno zaradi tega, ker smo s to eno zelo specifično nalogo, zelo omejeno nalogo določenja, seveda pa lahko včasih tudi delujemo kot tisti, ki spominja vse kristjane na to naše središče, ki je Sveto pismo. In tako potem smo lahko tudi pobudniki včasih raznih dejavnosti, ki Sveto pismo pripeljejo v središče cerkvenega življenja in seveda tudi življenja vseh ljudi. In svetopisanski maraton je primer tega in tudi seveda mi upamo, da bo tak primeren priložnosti še. Za vse nas. Spoštovani, moja naloga tokrat je, da odgovorim na 3 zastavljena vprašanja. Prvo je, kaj pomeni Sveto pismo Benkoščni cerkvi? Lahko tudi bolj konkretno. Kaj pomeni Benkoščnemu kristjanu? Sveto pismo je tudi za Benkoščnega kristjana navdihnjena Božja beseda, tako je zapisano v Svetem pismu in še tole, nikoli namreč nobena prerokba ni bila izrečena na človeškovo pobudo, pač so ljudje navdihnjeni od Svetega Duha govorili v imenu Boga. Tako Petrovo pismo 21. Tako je Božja beseda. In seveda to ni najbolj, če povzamem po Svetem pismu, svetilka na naši poti, kako to že izraža za misl. Tvoja beseda je svetilka mojim nogam, luč moji stezi. Dobro se me, ki obljudi
obilen in dober sad je voda, ki čisti, kar je umazano in osvežuje, kar je usano. Je ogenj, ki greje, sveti in tudi sežge, kar ni dobro. Je kladivo, ki še tako trdovratna in kljubovalna srca stre, zlobi. Je kruh, ki ga potrebuje naš duhovni človek. Je mi. Kajti Božja beseda ni samo močna hrana, ampak tudi sladka, sladica, slajša od mi, ali s psalmistom, tvoje besede so bolj sladke, kakor mi iz Satanija. In Božja beseda meč. Vse je Sveto pismo, edino orožje, ki nam ga daje Bog, popravi. Vzemite meč duha, kar je meč duha, kar je Božja beseda. Večno vlogo ima in ne bi imelo Sveto pismo, delovanje in učenje Binkoštne cerkve. Ne še dodam, da je veliko svetopisanskih odlomkov in vrstic, predvsem tistih s spodbudnim sporočilom, tudi glasbeno, in se na bogoslužjih pojejo. In sedaj še k tretjemu vprašanju. Kako se človek 21. stoletja odziva na Božjo besedo? Zelo staro je spoznanje, zgodovina je učiteljica življenja. Človek se je v zgodovini različno odzival na Božjo besedo, tako govorjeno kot zapisano. Poznamo dogodke od samega Edenskega vrha naprej, patriarhov, ljudi v širokem razponu od kralja do berača. Prav tako v zgodovini cerkve. Eni so se odzivali pozitivno in v Svetem pismu je zapisano, da so bili blagoslovljeni, drugi so to isto besedo ne delno sprejemali, seme po poti ali seme med drnem. Tretji spet prezirali in sežo predstavljali in predtem še ne omogočali druge, ki bi to želeli. In tako je tudi danes. Čeprav smo že v 21. stoletju in tako bo verjetno tudi v prihodnje, navkljub vsestranskemu napredku in razsvetljenosti. In v tej ugotovitvi je naše pričakovanje, da bo tudi po zaslugi letošnjega ekumenskega svetopisanskega maratona Božja beseda našla pravo mesto, več posluha, več sprejemanja v srci vseh nas in rodila sad, ki je namenjen delovanju Božje besede. Sedaj pa vstanimo in skupaj molimo Gospodovo molitev ali Oče. Oče naš, ki si v nebesih, posvečen bo Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, tako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega, ker Tvoje je kraljestvo, moč in slava na veke. Amen. Tole oddajo bi končal z mislijo: ljubite in boste ljubljeni. Zato, dragi prijatelji, berite, premišljujte Sveto pismo. Iščite v drugih ljudeh dobre, pozitivne stvari in te vas naj povezujejo. Zahvaljujem se vam tudi vsem sodelujočim za sodelovanje. Lepo vas pozdravljam iz Murske Sobote z Bogom. Hvaljen Jezus in Marija.